popravka nisem popravila zaradi tega, ker je to samo zavede, tako da če vam je to zdaj že bolj ne standard, se zaradi tega pač upravičujem. No, jaz sem govorila o preživitkarskih pogodbah, o garanciji za starost. Preživitek ali kot v tej instituciji po mnenju etnologov danes nepravilno rečemo preživitek, je pravica, ki si jo je izgovoril največkrat že onemogli gospodar, ko je izročil posestvo svojemu nasledniku. Izročitev posestva ima v življenju kmečkih družin še dan danes zelo pomembno mesto. Pravica do preživitka in preživitkarjev po smrti zagotavljajo dobrine, določene kakovosti in količine, zagotoviti pa jih je moral prevzemnik posesti. Kot pa je videti iz arhivskega gradiva, iz katerega lahko razumemo tudi pojmovanje izraza preživitek, le tega ni nujno predstavljalo le prevzemanje domače kmetije, pač pa so ga nekateri pojmovali tudi kot omogočanje služenja denarja za preživetje. Iz pisma Ane Marije Sajkove z dne 23. septembra 1768, to je prve voditeljice klekljarske šole v Ljubljani, je namreč razbrati, da so revne učenke, ki so se pri klekljanju posebej izkazale, ob ukinjanju ljubljanske klekljarske škole poleg denarja, kot preživitek tudi klekljarske blazine. Izraz preživitek v smislu današnjega razumevanja preživitka pa je uporabljala oziroma navajala tudi vsa pravniška literatura s koncem 19. in prvi polovici 20. stoletja. Po mnenju Metoda Dolenca je inštitucija preživitka oziroma požitka v najtesnejši zvezi s robinskim življenjem. Njegov nastanek v pomenu kota pa lahko postavimo šele v zadnjo četrtino srednjega veka. Izhajajo naj bi iz germanskega pravnega reda, na kar to določene mere opozarja tudi poimenovanje kot, ki naj bi izhajalo iz nemških besed kot, koten, kotenhojze, ki po Grimu pomenijo neben wohnung bei einem Bauernhaus oziroma stransko sosednje stanovanje pri kmečki hiši. V nemščini pa obstaja še nekaj pojmov, s katerimi so označevali preživitek, na primer Leibedinge, Auszug, Lieberga, to je tako izgovorjeni užitek ali Lieferunga, da so slovenski predniki to institucijo prevzeli od germanskih narodov, pa potrjuje tudi dejstvo, da pri ostalih južnih Slovanih institucija preživitka oziroma preživitka kota v obravnavanju smislu ni poznana. Obči državljanski zakonik iz leta 1811, ki v praksi načeloma zanika običajna prava, ni mogel celoti uničiti razvoja določenih pravnih običajev, pač pa so se ti v veliki meri spremenili ali prilagodili v zakonjenemu pravu. Preživitkarsko pravo je v dobršni meri nastajalo spontano in prilagajalo krajevnih osebnosti. Obči državljanski zakonik zato preživitkarstva ni posebej urejal, vendar so morali biti poslej vse pogodbe pripravljene v skladu z novimi predpisi in v predpisanih oblikah, če so udeleženci v pravnih postopkih hoteli, da so bile pravno veljavne. Sčasoma pa so se med pravniki, ki so preživitek pojmovali na različne načine, na primer kot osebno služnost, stvarno breme, užitno pravico kot stvarno breme, obligatorno obvezo, preživnino, nadomestek, odškodnino in tako dalje, pojavile težnje, da bi inštitucijo preživitka uredili s posebnim zakonom. Ta bi naj poleg opisa vsebine preživitka določal tudi njegov opis v zemljiško knjigo kot bremenitev kmetije. Posebno obrazice sestavljanja samostojnih preživitkarskih pogodb ni nikoli obstajal, pač pa so bili to vrstni dogovori navadno sestavni del pogodb o izročilih oziroma tetnih ali ženitnih pogodbah prejemnika. Izročilnih pogodb brez preživitkov je bilo razmeroma malo. Kot je zapisal Fran Goršič marca 1914 v časopisu Slovenski pravnik, so tak razvoj pojmovali kot naravni pojav in ga utemeljevali z dejstvom, da sta zaročenca oziroma bodoča zakonca s sklenitvijo poroke ponavadi postala tudi tako imenovana imovinska skupnost. Oblika skupnega lastništva kmetije je bila značena predvsem za Štajersko, na Kranjskem nekoliko manj običajna in med strankami v postopku tudi bolj nezaželena. Redkeje so bile preživitkarske določbe vključene v kupoprodajne pogodbe, kot na primer v primeru, ko sta Martin in Marija Javoršek posledstvo predala sinu Antonu in v kupoprodajni pogodbi navedla preživitek, ki ostane tudi enemu samemu, če ali ko tam v primeru smrti ostane sam neokrnjen. Navodila, kaj naj bi pogodba glede preživitkarskih določil vsebovala, so se pojavila na prelomu 19. v 20. stoletje, ko so pravniki začeli objavljati razprave, do katerih so obravnavali spore in težave, s katerimi so se srečali
praksi, če dogovori in določila v pogodbah niso bila dovolj natančna. Pri tem so do določene mere krivce za veliko število sporov našli tudi med tistimi, ki so listine sestavljali in svetovali strankam v postopku, torej med pravniki vseh vrst. V starejših obdobjih, ko so bile tako po vsebini, kako tudi po določili pogodbe veliko bolj splošne, so jih zapisovali uradniki pred pričami. V novejšem času pa so jih navadno sklepali pri notarju in kasneje tudi na sodišču, pri čemer so morali biti navzoči vsi živi otroci, da so se do potankosti dogovorili o višini dote za vsakega posameznika. Inštitucija preživitka se je uveljavila pri kmečkih posestih, najbolj ne, čeprav tudi v posameznih pogodbah, ki so urejale odnose v plemiških družinah, najdemo posamezne člene, ki delujejo v smislu preživitka. Tako je na primer Ferdinand Jurič 22. novembra 1766 z obvezo, da bo po prevzemu posesti Radeljca primerno skrbel za očeta in mu izplačeval letno rento v višini 400 goldinarjev. Če oče Anton Jožef Jurič ne bi hotel živeti na Radeljci, če oče ne bi hotel živeti na Radeljci, bi mu pač ta denar izplačeval, kot glavni dedič prevzel očetovo premoženje. Predvsej neobičajno pa je bilo volilo v testamentu Wolfganga Sigrita Raspa, ki je umrl v začetku avgusta 1696 v Ljubljani. S tem, ko je svoji nezakonski hčeri prepustil neko svoje zemljišče v Dobu pod pogojem, da pri sebi do smrti vzdrževala svojo mater, je poskrbel za preživitek svoje nekdanje ljubice. Razliko med kmečkimi in plemiškimi preživitki je videti v možnosti preživetja, saj se je v gosti mreži sorodstvenih povezal v sicer tankem sloju plemstva, vedno našel kakšen sorodnik ali znanec s kotom oziroma posteljo in kosom kruha, da je obuboženi plemič preživel. Medtem, ko je kmet brez zemlje načeloma preostalo le še berače in hiše do hiše in pokop na stroške domače občine. Že za 18. stoletje za Kranjsko obstajajo zapisi, da so nekateri obuboženi plemiči prijemali celo denarno pomoč kranjskih deželnih stanov, v 19. in 20. stoletju pa so si sredstva za preživitek, podobno kot Janez Nepomuk Urbančič, lahko zagotovili za dosmrtno rento na podlagi izročenega premoženja. Kmete tovrstne pomoči niso imeli, saj so njihovi sorodniki in sosedje pogosto živeli podobno težko in v pomanjkanju. Ko je moral ostariti ali onemogel posestnik svojo kmetijo še v času svojega življenja prepustiti nasledniku, največkrat enemu od sinov, zetu ali celo kakemu drugemu bolj oddaljenemu sorodniku, si je v pogodbi, ki sta jo kmet in njegov naslednik sklenila, zato običajno izgovoril preživitek oziroma tako imenovani kot, to je stanovanje, prehrano in posebne dejatve. Predajo posesti nasledniku so od kmetov, ki zaradi starosti ali bolezni niso mogli več obdelovati posesti, lahko zahtevala kot zemljiška gospostva. Prevzemniku kmetije pa je naložila skrb za njegovo vzdrževanje in vzdrževanje njegove vdove. Pravica oziroma obveznost je ugasnila smrtjo upravičenca oziroma imetnika te pravice. Najpogoštejši prevzemniki posesti so bili otroci, praviloma pa je posest dedoval najstarejši sin, čeprav so se lahko starši včasih odločili tudi drugače. Prevzemniki so bili lahko tudi drugi bližnji sorodniki, če izročitelj posestva ni imel neposrednih potomcev, dokaj nenavadna pa je bila recimo odločitev podložnika gospostva Slatna Marka Pograjca, ki je januarja 1765 svojo posest zapustil snahi po pokojnem sinu, ko se je ta vnovič poročila. Ob uradnem prevzemu posestva se je snaha obvezala, da bo nekdanjemu oziroma bivšemu tastu nudila preživitek. Posamezni kmetje pa so izročitve posestvi skušali reševati tudi svoj slab finančni položaj. Tako je recimo Simon Ule svojo polovično kupno kupo v Iga vasi podložno gospodstvu Snežnik po podpisu pogodbe 26. maja 1795 izročil Simonu Palčiču ob njegovi poroki z Marijo Serpan z opombo, da bi jo bilo treba spraviti v boljšo formo. Prevzemnik se je v pogodbi, v katero je izročitelj uspel vključiti tudi določila o preživitku, namreč obvezal, da bo v primeru, da zaradi zakupnine vsi skupaj ne bi mogli več bivati na kmetiji, izročitelju, njegovi ženi in njunim otrokom v dosmrtno uživanje prepustil njivo, po en vernik žita vsake vrste in pomagal priskrbeti leseno hišo za
družina prevzemnika in izročitelj oziroma izročitelja razumeli, je običajno življenje na izročeni kmetiji po njeni izročitvi brez večjih pretresov teklo naprej. Vkolikor pa je prišlo do nesoglasij ali da prevzemnik ni izpolnjeval pogojev, podpisani v pogodbi, so nastopile težave. Ponekod so starši lahko otroko prevzemniku posesti odvzeli in jo izročili drugemu otroku. Dogovor so zato večkrat vsebovali tudi člene, po katerih se je bilo treba ravnati, če skupno življenje izročiteljev in prevzemnikov na izročeni kmetiji ni bilo več možno. Vzroki za spore so bili različni. Večkrat se izročitelj ni strinjal z odločitvami novega gospodarja glede kmetovanja, spet drugi niso našli skupnega jezika s prevzemnikovim zakonskim partnerjem in tako naprej. Ponekod pa so prevzemniki kmetij preživitke pojmovali kot nepotrebno breme. Do sporov je prišlo tudi, kadar določila o preživitku niso bila dovolj natančna, za primer, da so se lastniki kmetije in preživitkar znašli v novi, nepredvideni situaciji, naprimer, ko je en od preživitkarjev umrl. Vzrok za spore so bile lahko tudi karakterne lastnosti posameznikov, saj je Henrik Šturm v svojem elaboratu objavljenem julija 1899 v Slovenskem pravniku nekoliko posplošeno ugotavljal, da preživitkarji so skoraj vsi navadno jako nadležne osebe, ki imajo svoje muke in radi šikanirajo. Zato se jih boji vsakdo. Spori med izročiteljem oziroma izročiteljem posesti in prevzemnikom kmetije so bili lahko tudi boleči in tragični, saj so včasih zašli v popolnoma nepredvideno napačno smer. Šturm v pojasnilo navaja primer, ko je izročitelj zažgal sinu izročeno hišo, v kateri je celo sam imel preživitek stanovanja. Glede na vse našteto je bil preživitek med najpogostejšimi vzroki za civilne pravde. Pregovor meni Ljuče sicer izražal nezaupanje starih kmetov do takega načina starostne preskrbe, tudi večkrat se izročitvi ključa ni bilo mogoče izogniti. Spomin na to je ohranil tudi slovenski realistični književnosti, najbolj povedno pa je o tem pisal Janko Kersnik v črtici Mačkova očeta. Preživitek je bil najpogosteje določen za bivšega gospodarja in njegovo ženo, redkeje pa tudi za koga drugega, naprimer neporočenega brata ali sestro, če sta ostala na kmetiji. Nekateri kmetje so s preživitkom posebej poskrbeli za svoje invalidne otroke, da ti po smrti staršev ne bi ostali brez strehe nad glavo in sredstev za osnovne življenjske potrebe. Zavezanec je moral uživalca preživitka skrbeti do smrti. Pogosto so se morali prevzemniki obvezati tudi, da bodo izplačali vse obstoječe, listinske in nezapisane na kmetijo vezane dolgove. Prevzem kmetije z vsemi obveznostmi je pomenil tudi, da bo prevzemnik poravnal še dedne deleže neizplačanim preostalim dedečem, najpogostejše neporočenim bratom in sestram, ki so na domači kmetiji navadno ostajali svoje osamosvojitve, navadno do poroke, čeprav je ponekod že plačevanje preživitka izročiteljem predstavljalo komaj obvladljiv strošek. Seveda so se na domači kmetiji bivajoči brati in sestre smeli ukvarjati tudi s katero od obrti ali prekupčevanjem, naprimer, s čimer so si lahko dodatno zaslužili. Nekatere pogodbe so določene, da so smeli dediči do izplačila dednih deležev bivati na domači kmetiji, kjer imajo vso oskrbo ob obveznosti sorazmernega prispevanja z delom. Po izplačilu dednega deleža pa dobivanja na posestvu pogosto niso bili več upravičeni. Za starejša obdobja metod Dolenc navaja, da so se preživitkarji na današnjem slovenskem ozemlju umaknili izven domačega doma, iz česar so ljudi v ljudski govorici izpeljali na primer v okolici Litije ali Kamnika, da živi preživitkar v pustoki. Pustoke so imenovali neobdelana zemljišča, ki še niso bila razdeljena med pripadnike občine in so spadala pod oblast deželnega kneza. Če se je preživitkar umaknil na pustoko, je živel v kotu. Sčasoma so se razmere spremenile in so imele nekatere predvsem večje kmetije v ta namen ob glavni hiše zgrajena ločena manjša stanovanjska poslopja, ki so bila namenjena za preživitkarje. Redko kateri kmet pa se je tako kakor Peter Jasnika Šerenberga lahko privoščil, da je svojemu nasledniku sinu Matevžu in njegovi ženi Mariji leta 1930 v posest predal domače, Jasnikarjevo in kasneje pridobljeno Škropčevo posestvo, dokupljeno Pušnikovo kmetijo pa obdržal zase. Čeprav bi menili, da je bila do
stanovanja vedno vključena tudi kurjava, so jo v nekaterih pogodbah posebej navedli, zlasti takrat, ko se je izročena posest nahajala na območjih s hladnejšo klimo. Na današnjih kmetijah in v mlajših dogovorih so si preživitkarji za bivanje ponavadi, oziroma če je bilo le mogoče v hiši zase in za svojo ženo izgovorili posebni prostor ali pa del hiše ali kakorkoli. Dogovori glede obleke in hrane so bili različni od primera do primera. Če ni bilo drugih zahtev, so kot obleko tako izročitelji, kakor prevzemniki verjetno pojmovali oblačila, ki so bila tedaj v navadi oziroma so jih nosili bodoči preživitkarji. Včasih pa so si ti poleg obleke izgovorili tudi blago ali prejo zanjo. Če so se nekdanji gospodari in prevzemniki dobro razumeli, so se dogovorili za hrano pri skupni mizi ali skupni skledi, kar je običajno pomenilo, da so v hiši kuhali skupaj za vse. V nasprotnem primeru je prevzemnik kmetije izročitelju dostavljali pridelke, kuhali pa so vsak zase lahko na skupnem ognjišču. Hrano v obliki pridelkov pa so preživitkarji dobivali najpogosteje takrat, ko niso živeli več v skupnem gospodinstvu s prevzemnikovo družino. V pogodbah so si lahko izročitelji izgovorili tudi različne priboljške, ki so jim recimo posebej veliko pomenili. Najpogosteje so si izročitelji zaželeli posebno obleko oziroma vrsto oblačila ali tkanine, različna živila, ki so jim predstavljala priboljšek, lahko pa tudi kaj drugega. V starejših izročilnih listinah so bili to na primer mas, moka, kaša ali kakšna ovca. Helena Nas je v okviru preživitka, zaradi katerega se je Barbara vrnila z Jožefovno, izgovorila rabo domače kovačnice. Mihael Javršek pa je imel pravico še 7 let dobivati po 2 vedri vina na leto iz izročenih vinogradov in so uporabo kleti. Po preteku 7 let pa je imel izročitelj dosmrtni in brezplačni užitek do vinograda. V Trepčah izgovoril si je tudi pravico do posode za vino ter pravico do souporabe kleti in stiskalnice, 2 leti pa si je smel še na prevzemnikove stroške oziroma njegovo krmo in sopašo vzdrževati eno tele. Izročevalca Žgončarja kmetije v Vogrčah na Koroškem sta si poleg vsega, kar sta potrebovala za življenje, izgovorila tudi prost dohod do vsega izročenega posestva. Na Keklovi kmetiji v Ratečah pa je bilo skoraj v navadi, da se je preživitkar za lastno rabo izgovoril del zemljišča za lastno rabo. No. Za prevzemnika kmetije so bile obremenitve, ki jih je pod podpisom pogodbe o prevzemu kmetije s temi obveznostmi prevzel, težke. Starši so tistemu otroku, ki je prevzel kmetijo, včasih naložili celo preveliko breme, ki je se lahko v spremenljivih finančnih in gospodarskih razmerah izkazalo za pogubno. Prej omenjeni Martin Javršek in njegova žena Marija sta si po izročitvi kmetije sinu Antonu leta 1898 izgovorila skupno stanovanje in uživanje hrane pri skupni mizi. Če se bodo dobro razumeli, postrežbo v primeru bolezni, pravico rediti 5 kokoši, 1 kravo, 1 svinjo v skupni krmi in paši v domačem skupnem hlevu, rabiti skupno listje, torej steljo. Če pa bi se odločili za ločeni gospodinstvi, pa bi moral prevzemnik izročitelja dostaviti 61 litrov pšenice, enako toliko ajde, ječmena in pire, 1 hektoliter in 22 litrov koruze, 3 hektolitre, 68 litrov krompirja, še 3 leta od izročitve posesije vsako leto 1 vedro ali 56 litrov vina. Če bo obrodilo vsako leto 4 klaftre ali 14 metrov drv za korjavo, od katerih mora kupec oziroma prevzemnik 3 metre zveziti na domov oziroma na njive mora pripeljati tudi gnoj, po potrebi sprožiti in zorati, vse, kar bi zraslo zvoziti domov, vsako leto izročiteljem dati 1 svinjo, ki tehta vsaj 56 kg in če sadje obrodi 56 litrov kisa. Izročitelj si je izgovoril še pravico do hranjenja kisa in uporabljanja posode. Ker so ta določila prevzemnika le preveč obremenila, so s aneksom sklenjenim pri notarju 13 dni po sklenjenem dogovoru oziroma kupni pogodbi prvotne zahteve nekoliko umilili. Danes pogodbe s členi, ki določajo preživitek, večinoma najdemo v graščinskih fondih ali starejših osebnih fondih, ki jih praviloma hranijo arhivi. Med fondi, kjer je najti take pogodbe, je treba posebej omeniti še gradivo, ki se nanaša na delovanje odvetniških pisarn ali notarjev, pri katerih so se take pogodbe tudi sklepale. Na graščini Slatna so bili očitno posebej pozorni do tega, kako je potekalo prevzemanje podložniških kmetij in
ni bil odgovoren za plačevanje davščin graščini. Zato so tovrstne pogodbe zvezali graščinski urbar. Na snežniškem gospostvu pa so jih zvezali v posebne knjige z ostalimi pomembnimi pogodbenimi listinami, kot so na primer dolžna pisma, odpovedna in kupna pisma. Ker so bile tovrstne listine tudi za kmetije posebej pomembne, jih marsikje kmetje še danes hranijo v domačih hišnih arhivih. Izročilne pogodbe s prežitkarskimi določili so bile včasih navedene tudi med posebnimi listinami v kmečkih inventarjih. Med kmečkim prebivalstvom je imelo preživitkarstvo še na začetku 20. stoletja velik pomen, čeprav je marsikje preveč obremenjevalo kmečko gospodarstvo in oteževalo njegov razvoj. Kot pogodba med dvima strankama v postopku ponekod imenovana tudi predajna pogodba ali čezdajalsko ali čezdajalno pismo, je namreč zapolnjevalo odsotnost socialnega in zdravstvenega zavarovanja. Na pogodbeni ravni so pravila, ki so veljala tudi v času stare Jugoslavije, ostala v veljavi še naprej. V novejšem času pa so zahteve izročevalcev običajno veliko bolj skromni tudi zato, ker so ti z rednimi mesečnimi prijemki mnogo manj odvisni od prevzemnika, kot so bili v času, ko kmetje še niso prejemali pokojnin. Hvala lepa.